V bistvu, mi imamo tudi na spletni strani Zdravje v nas, imamo eno brezplačno knjigo, ki si vsak, ki gre na to spletno stran, lahko brezplačno naloži. In ravno za te primere je to obrazložen, kar ste vi zdaj rekla. V bistvu, kaj se dogaja v praksi? Ko ti v bistvu dobiš kakšno hudo diagnozo, reč v rak, takrat ti tvoj ponori v večini primerov. In ti povežemo besedo rak z smrtjo, ne? Tako je. In ti padeš v nor stres. In ti iz tega norega stresa v bistvu dejansko greš iskati informacijo. In takrat obstaja več vrst ljudi. Prva vrsta ljudi, ko reče, ok, kaj bom naredil? Nič, jaz 100% zaupam klasični medicini, grem mojemu zdravniku, kar bo on rekel svetu. In to je ok, to je dobro. Ker nekomu zaupa in ko ti osvojiš vse prepričanje, potem se lahko začneš zdraviti. Torej, če gremo nazaj, prva gre se zdraviti po klasični poti. In hvala Bogu, imajo eno strokovno pomoč, imajo enega, ki srcem dela, ki je življenje po svetu temu, ki ima ogromno znanja. Druga vrsta ljudi je tista, ko reče, ne, jaz pa klasični medicini ne zaupam. Jaz bom pa najdel alternativno medicino, ker klasična medicina je zašla. In on gre do alternativca in tudi to je ok, ker spet ima vero v nekoga. Če gledava zdaj zgodovino in vse to, vera je tista, ki zdravi. Recimo, določene sekte lahko pijejo strahnin v smrtnih dozah, strahnin in strup. In to kot pričevanje vere v Boga in jim nič ni. Če pogledamo, tako pije strup, pa mu nič ni. Se pravi, vera, prepričanja, tudi Jezus je konec koncev rekel, nisem te zdravil jaz, tvoja vera te zdravila. Se pravi, klasična medicina, če verjame, super. Alternativna, super. Kombinacija tega še boljš. Ampak kaj pa problem? Določena vrsta ljudi pa reče, v bistvu zdaj grem pa jaz na spletno stran in bom jaz najdel svoje zdravilo, ker ne zaupam ne tem, bom jaz sam sebi, bom jaz tisti Jack, ki bo najdel. Prvič, kaj je prvi problem? Prvi problem je, da v bistvu ti najdeš na internetu tisto, kar iščeš. Recimo v knjigi zelo dobro razložen, najdeš tisto, kar iščeš, v tisto, kar verjameš. Se pravi, če ti verjameš, da te recimo hrana zdravi, ali pa bom rekel, da notamo primer fitness. Fitness je zdrav za telo. Otipkaš fitness is healthy for body recimo in ti bo vse noter je točno v tistem primeru, ki sva to pogledala z Nikom, je točen primer, je bilo 300,000 zadetkov, ki to potrjuje, kar otipkaš. Pa če ti otipkaš nasprotno, fitness is unhealthy, se pravi recimo v tem smislu, fitness je nezdrav, je bilo pa 800,000 zadetkov. Halo? Se pravi, ti internet sam potrdi tisto, v kar ti že verjameš. Naslednja stvar, voda je zdrava za pitje, se pravi, veliko moramo piti. Recimo v tem smislu tipkaš, spet dobiš nekaj 100,000 zadetkov. Ti vtipkaš, voda je nezdrava, dobiš še več zadetkov. In potem dobiš recimo zdravnike, ki prav, le v življenju ti govorijo, moraš veliko piti, v življenju skoraj nič napijem, pa sem zdrav kot ren. To je njegova osebna resnica. No, zdaj gremo pa nazaj. In to je ta velika pas interneta in mi velikrat, ko zdravnik klasične medicine reče, lejte, ne brskati po internetu, pa to so res kredibilni zdravniki, ker tle se boste zgubili. No, in če gremo zdaj nazaj, se pravi, in ena vrsta ljudi je to, ko dejansko mrzlično išče in nabira informacije in v bistvu postane profesionalni zbiratelj informacij, ampak če ima hudo bolezen, mu bo zmanjkalo časa in bo umrl. To je ena past. Druga past, ljudje, ko v bistvu iščejo, je pa zelo hiter človek akcije, ne? In v bistvu reče, ta terapija je pa točno to, kar iščem. In se lot te terapije navdušeno, površno, kakorkoli, in v bistvu cajt izvaja, čez čas pa pride ta črv, ki jo reče, čaka, pa je res to, kaj pa če še kaj božga na internetu obstaja, a sem res najdel tisto optimalno stvar. In kaj se potem zgodi? Da reče, vse to ni. In potem iz te terapije gre dol in gre na drugo terapijo. In skače s terapije na terapijo, njegova vera ni v zadju in pa zmanjka časa in umre. Ne?